Drage gledalke in gledalci, danes smo v Gorjah, v občini Gorje, pred čebelnjakom, kjer bomo govorili o čebelah, čebelarstvu in zgodovini, ki sega stoletja nazaj. Z mano je Jože Kosmač, dolgoletni čebelar in velik poznavalec čebelarstva v tem okolju. Gospod Kosmač, pozdravljeni. Dober dan, lep pozdrav. Ja. Jože Kosmač čebelari že od leta 1980. Skoraj 30 let je vodil čebelarsko družino Gorje in je tudi pobudnik čebelarske učne poti v Gorjah. Drži? Ja, tako je. Dobro. Kako se je sploh začela vaša zgodba s čebelami? Čebelariti sem začel pravzaprav že bolj pozno. Kadar so cvetele češnje, so čebele brenčale v cvetju, kadar so pa cvetelo drugo sadje, takrat pa čebel ni bilo. In ker imamo sadovnjak, sem seveda nabavil prvi panj in tako se je začelo moje čebelarjenje. Kaj vas je najbolj pritegnilo pri čebelah? Pri čebelah me je pa najbolj pritegnilo to, da čebele so marljive in ko človek enkrat začne čebelariti, mu to čebelarje kar zleze pod kožo. Kaj vas pa pri čebelarstvu najbolj navdušuje, recimo, če bi malo bolj konkretno opisali? Ja, pri čebelarstvu je seveda mikaven in seveda zaželen je med. Potem pa tudi, ker v okolici daleč naokrog ni bilo nobenega čebelnjaka, zaradi tega sem se pač odločil, da bom začel čebelariti in seveda, ko enkrat začneš, te ta ljubezen in pritegne. Kako so pa včasih čebelarili v teh krajih, če bi lahko opisali? Ja, v teh krajih so čebelarili včasih seveda na drugačen način. Čeprav je bilo tule Zgornja Gorenjska in Koroška, je bila najbolj znana oziroma najbolj razvita v čebelarstvu. Že Janez Balvazor je pisal v svoji knjigi, da so na Salzburško prodajali več tisoč centov medu in voska. Prav tako je tudi Vodnik hvalil čebelarje in je napisal, da so celo učeniki drugih čebelarjev, drugih dežel postali. S tem je seveda mislil na Antona Janšo. On je bil na nek način zgled, pa tudi Peter Pavel Glavar, ne? Seveda. So se zgledovali po njih, ali kako? Tako. Po njih so se zgledovali in seveda takrat so čebelarili pač tako, da so z manjšim številom čebel, ki so jih nosili na paše s krošnjami na rovte. Običajno so jeseni potem del medu odvzeli, da so prežagali zgoraj pokrov in zadnji del medu odvzeli, pustili so toliko, da je družina preživela do spomladi in zaradi, ker so bile takrat hujše zime, kot jih imamo danes, so jih običajno tudi kar nosili oziroma shranjevali čez zimo na podstrešjih, da je bilo toplejše. Imate pa tudi nekaj panjev tu, recimo v enem vašem besedilu sem bral, da so tudi kranjiči, eden od teh čebeljih panjev. Kaj so to kranjiči? Peter Pavel Glavar je čebelaril s panji, pri katerih je lahko del dna ali pokrova odrezal in je dva panja združil. To je ta panj, ki ga imamo tukaj, ne? Tako. Dajmo ga pogledati, bom ga jaz dvignil. Tole je kranjič. No, to je pa kranjič, ja. In ta kranjič so pričeli uporabljati potem kasneje. Glavarjevi panji so bili nekoliko večji, ker so bile tudi slabe letine z manj medu, so začeli trgovati s čebelami. Prvi tak velik čebelar je bil Mihael Ambrožič iz Mojstrane. Ta je imel ogromen čebelnjak s preko 300 panji in takrat je začela cveteti trgovina s čebelami
In začeli so izdelovati kraniče imenovane, ki so bile po prostornini nekoliko manjši, zato da so čebele prej rojile in morda dvakrat ali trikrat, zato da so te čebele potem v jeseni prodajali, lahko na sejmih, ali pa jih je odkupoval trgovec, recimo Ambrožič, kasneje pa tudi po njegovi smrti je trgovino nadaljeval Jan Strgar iz Bohinja. Ta je izdelovali so panje v Strgarjevi panji, recimo, so čebele lahko v njih prevažali, to so bili eksportni panji, ki so čebele lahko zdržale celo skoraj večtedensko pot do recimo Bližnjega vzhoda in celo do Avstralije. Imate pa tudi tele, kako bi rekel, v košarah panje. Ja, tako je. No, take panje so uporabljali pa v deželah, kjer je bilo pomanjkanje lesa, a ne? Predvsem to so bile te žitorodni kraji. To so bili tako imenovani koši. Koši. Tega ni več tu pri nas, ne? Ne. Ja. Za atrakcije. Kako so pa pridobivali med brez sodobne opreme? Danes imate razno opremo. Med včasih so pridobivali na sedaj, lahko rečemo, kar krut način. Namreč jeseni so določeno število panjev pregledali in običajno tiste panje, ki so bile bolj težke, to se pravi, da so imeli več medu, ali so jim ga del odvzeli, pustili toliko, da je družina preživela, ali pa so preprosto zažveplali in čebelam odvzeli med, tako da so ga stisnili v stiskalnicah. In to je bil tako imenovan stiskani med. Kasneje seveda je Čeh Hruška izumil centrifugalno točilnico, pričela se je uveljavljati tudi premično satje in to je omogočalo, da je čebelar v centrifugalni točilnici satje iztočil in prazno satje vrnil nazaj čebelam v panj, kar je seveda omogočalo, da se čebele niso imele več, da so se bolj posvečale, lahko rečem, paši in so manj medu, če tako rečem, potrošile za gradnjo satja. Ampak med je bil izjemno pomemben, se zdi, ne? Zakaj? Ja, med je bil pa zelo pomemben zaradi tega, ker preprosto pred dobrimi 200 leti še pravzaprav ni bilo tovarn sladkorja. In seveda je bil med edino sladilo in pa ker ni bilo elektrike, je bilo to tudi vosek izredno pomemben za razsvetljavo gradov, cerkva, mestnih hiš, pa morda tudi kmečkih hiš, vendar ti so bili uporabljali drugačno razsvetljavo, recimo s trskami. Zakaj so pa gorje tako primerne za čebelarstvo? Ja, gorje imajo je zelo razgiban teren, precej je prisojnih leg in tako so čebelarji imeli možnost, da so v teh prisojnih brežinah seveda postavljali čebelnjake in v bližini je bilo takrat še seveda veliko smrekovih gozdov, ki so omogočali recimo tudi dobro bero, kadar je zamedilo, voznega medu in pa tudi cvetličnega medu. Danes je seveda to nekoliko težje, ker kmetijstvo uporablja drugačen način kmetovanja, kot se je uporabljal nekoč. Tu bi še vprašal, kako sta pri tem zgodbi pomembna Mežakla in Pokljuka? Ste rekli smrekovi gozdovi pa to. Ja, Mežakla in Pokljuka so izredno pomembni in zanimivo je, da so gorjanski čebelarji omenjeni prvič pisno
leta 1791, ko so brez dovoljenja grajskega oskrbnika po noči na skrivaj peljali na Pokljuko na gozdno pašo 72 panjev čebel. Ker je takrat seveda je veljalo, da ima gospoda, če tako rečem, pravico do lova in tudi do čebel. Seveda so morali jeseni oddati oskrbniku 8 panjev z medom, čebelami vred. Kako se pa način čebelarjenja spreminja danes? Kako bi čebelno primerjavo dali prej pa danes? Kaj je tisto ključno? Ja, čebelarjenje včasih je bilo pač veliko bolj enostavno. Prvič ni bilo varoje, kar je danes predstavlja velik problem. To je, dajva pojasniti, kaj je to varoja. To je indijski zajedalec čebel, ne? To je indijski zajedalec čebel, ki čebelem sesa kri oziroma hemolimfo in varoja zaleže jajčice na ličinko in če je na tej ličinki več zajedavcev, se ta čebela poleže brez kril, brez skratka, invalid in seveda, če je teh čebel preveč, se seveda družina zdesetka in takrat je seveda donosa v čebelji družini seveda veliko manj. Kaj še najbolj ogroža čebele v današnjem času? V današnjem času poleg varoje čebele ogroža tudi sodoben način kmetovanja. Včasih je bil poudarek na poljedelstvu in na njivah je bilo veliko detelje, veliko drugih od fižola, skratka, ajde. Danes pa raste po teh njivah zvečina le trava, kmetje so se preusmerili v živinorejo, odkosi so zgodni, tako da travniškega cvetja, ki je bilo včasih recimo zelo bogato, tega zdaj skoraj ni več, bolj potisnjeno na strmine, na obronke in vedno bolj pravzaprav, če tako rečem, zmanjkuje te spomladanske cvetlične paše čebelam in vedno bolj pravzaprav se jih izriva nekam na rob gozdov. Ali drži, da brez čebel ne moremo preživeti? Ja, to je bilo že večkrat poudarjeno. Namreč čebele so zelo pomemben opraševalec. Seveda oprašujejo tudi rastline, kot recimo so čmrlji, kot so ose, kot so divje čebele, metulji, pa tudi veter pri nekaterih rastlinah, vendar najpomembnejše so čebele. Čebele so pomembne zaradi tega, seveda, ker čmrlji in pa čebele samotarke živijo v manjših skupinah. Čebelja družina pa obsega lahko tudi 40 do 70 tisoč osebkov in seveda to je zelo pomembno, da je moč družine spomladi močna, da je teh opraševalcev več in seveda pri nekaterih rastlinah so odvisne od teh opraševalcev čebeljih in pa seveda tudi nekoliko drugih, tudi 80% pridelka. Se pravi, lahko bi rekli, da brez čebel ne bo šlo. Ni življenja. Ni življenja. Ja. Kaj pa mladi, ali še čebelarijo? Ja, v zadnjem času je tudi kar nekaj mladih čebelarjev, ki se odločajo za čebelarjenje. Vendar večina čebelarjev je le starejših in številni se odločajo šele potem, ker s čebelami je le nekaj resnega dela in skrbi in mnogi se odločajo po upokojitvi. Kot hobi bolj. Ja. Kaj pa lahko vsakdo izmed nas naredi za čebele? Vsak od nas lahko naredi za čebele, da
ne škropi v cvet, da poskušamo saditi medovite rastline, od dreves, kot so recimo lipa, kostanj, ali pa tudi druge rastline, recimo različno cvetje, katerega čebele seveda rade obiskujejo. Kako pa vi vidite prihodnost čebelarstva? Ste optimist, pesimist? Čebelarstvo, ja, čebelarstvo ima tudi bodočnost, vendar čebelariti na enem samem mestu je danes seveda, kdor bi želel, da bi čebelarstvo bila donosna panoga, mora prevažati čebele. No, kot sem že prej povedal, da so gorjanski čebelarji peljali skrivoma na Pokljuko teh 72 panjev, tako tudi danes je perspektiva, da bo čebelar čebele prevažal. Dobro je organizirana opazovalna služba, kjer čebelar lahko dobi podatke, kje bo medilo, kje medi, in če pravočasno prepelje čebele na ta kraj, takrat seveda lahko natoči več medu. Če pa čebelariš podobno kot jaz, ko smo bolj ljubiteljski čebelarji na stalnem mestu, je pa seveda ta odnos, donos čebel bolj vprašljiv. Koliko vi, to bi zdaj stojiva pred vašim čebelnjakom, lepim čebelnjakom, ne? Koliko vi recimo na leto pridelate medu, pa koliko imate panjev? Ja, jaz trenutno imam zdaj samo 5 družin. Lani sem precej družin mi je vzela varoja, ker sem prepozno pričel zdraviti. In med je, donos medu je pa zelo odvisen tudi od samega leta. Bila so leta, ko sem natočil recimo 70 kg čistega regrata. Dočim zdajle, kljub temu, da so mnogo njiv še kar zarumenijo od regrata, vendar od donosa ni takega, da bi lahko človek toliko natočil. Drugače pa se človek mora zadovoljiti tam z 8 kilogrami, kar je povprečje, do 10 kilogrami, dočim pa nekateri prevaževalci, ki 3-krat ujamejo dobre paše na kostanju, na gozdni paši in pa recimo na lipi, ti pa natočijo tudi velikokrat več. Še eno tako vprašanje, so vas kaj popikale kdaj čebele? O ja, tudi. Tudi zgodilo se je že, da sem čebelam dobesedno pobegniti moral, ker so bile zelo hude. Sicer nekateri čebelarji brez maske, brez zaščite s čebelami ravnajo, seveda pri tem je zelo važna selekcija, da čebelam puščaš trote in tudi zbiraš matice z teh mirnih družin, da sam delaš selekcijo čebel, na mirnosti pa na donosu. To je recimo zelo bil pozoren tudi trgovec Jan Strgar, ker so rekli, da če je videl rumeno matico italijanko, da jo je kar stisnil. Veste, in je hotel, da za njegovo prodajo, katero so vzgajali tudi gorjanski čebelarji matice, da je bila to čista kranica. Čista, zato ker ima seveda ta naša kranica izredno veliko dobrih lastnosti. Namreč prezimuje v manjšem številu, spomladi ima zelo buren razvoj, kar je pomemben za to, da kadar cveti sadje in pa poljščine, da je takrat v polni moči. Potem ima tudi odlično navigacijo, tako da čebele se ne izgubljajo, ampak najdejo nazaj svojo pot, kljub temu, da letijo do razdalje 4 kilometrov, in pa seveda, da so sorazmerno mirne.
popolnoma drugačne od recimo afriških čebel, Aha. katere so pa res hude. Hude. Ja, zdaj tudi te vaše nas malo obletajo, tukaj smo in gremo že malo na živce najbrž, ampak še eno osebno vprašanje bi dal na koncu. Kaj bi sporočili ljudem, glavno sporočilo vaše glede čebelarstva, mogoče še sporočilo tistim, ki bi se želeli ukvarjati s čebelarstvom? Ja, za ljudi bi jaz, mislim, ljudem na široko bi rekel, da bi bilo zaželjeno, da kosijo travnike tam, kjer je cvetje nekoliko kasneje, da imajo čebele pašo, da ne škropijo v cvet, da škropijo, če že škropijo, zvečer, ne takrat, ko zletavajo čebele in seveda vsak lahko kaj naredi za ohranjanje čebel. V redu, hvala za pogovor in za vse, kar delate za ohranjanje čebel in narave. Hvala tudi vam.